Letos bo že 29. mednarodna konferenca Podim, podjetništvo, inovacije. Zakaj sploh gre pri Podimu? Torej, Podim je že tradicionalna podjetniška konferenca o inoviranju in podjetništvu. Naslovna tema letošnje konference so zmagoviti produkti. Bolj kot kadarkoli poprej je postalo pomembno, da podjetja razvijajo in pa prodajajo dobičkonosne produkte, ki so konkurenčni in ki svojim uporabnikom dajo neko vrednost, zadovoljujejo njihove potrebe. In prav to bo glavna tema dvodnevne podjetniške konference, ki bo 25. in 26. marca potekala v hotelu Habakuk. In zvrstilo se bo ogromno zanimivih in tudi mednarodnih govorcev, ki bodo govorili o zmagovitih produktih iz različnih vidikov, torej iz marketinškega vidika, iz komunikacijskega vidika, iz nekega poslovnih procesov in tako naprej. Sama konferenca je sestavljena iz predavanj, delavnic, okroglih miz in pa tudi iz nekega dodatnega programa, tako da pokrijemo praktično vse ciljne skupine, ki so na kakršenkoli način vezani na zmagovite izdelke. V okviru Podima je vsako leto tudi izbor startup podjetja. Kako je kaj letos, koliko je finalistov? Tako vrhunec prvega dne dogajanja konference že tradicionalno razglasitev najbolj inovativnega slovenskega startup podjetja. Letos se na tekmovanje, ki ga organizira Tovarna Podjema skupaj z inštitutom in javno agencijo za podjetništvo, prijavili 34 podjetij. Ta podjetja so stara od 1 do 3 let. Predselekcijska komisija je izbrala 7 odličnih finalistov, ki prihajajo iz vse Slovenije, in prav na konferenci Podim bomo izvedeli, kdo je zmagovalec. Zmagovalec bo prejel 10.000 evrov denarne nagrade. Zmagovalec bo prejel 5.000 evrov vredno podjetniško usposabljanje C-Top Class, en krasen kristalni kipec. In pa novost letošnjega tekmovanja je, da bomo razglasili najboljši spletni startup. Še bolj intenzivno smo se povezali s podjetjem Najdi.si, ki bo v okviru njihove kampanje Najdi si kapital podelilo najboljšemu spletnemu startupu oglaševanje v vrednosti 10.000 evrov na njihovem portalu. Katere bodo še dodatne aktivnosti v okviru Podima? No, kot zanimivost bi še izpostavil na Microsoftov podjetniški forum, v okviru katerega se bo zaključil iTime podjetniški pospeševalnik, in na samem podjetniškem forumu bomo izvedeli, kateri izmed treh superfinalistov bo prejel investicijo poslovnih angelov v višini 100.000 evrov. Tako da vljudno vabljeni vsi, da bomo prvi v Sloveniji prisostvovali v živo podjetniškemu reality showu, kjer bo podeljena investicija.